Sara Drvarič-Taljan se je rodila leta 1991 v Murski Soboti. Po končani splošni maturi na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer je študij nadaljevala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Po dokončanem magisteriju kemije se je zaposlila na Kemijskem inštitutu na odseku za kemijo materialov. Njeno delo je bilo vključeno v evropski projekt, v okviru katerega je pod mentorstvom dr. Roberta Dominka oktobra 2018 tudi doktorirala. Tema njenega dela so raziskave akumulatorjev. Za delo ji je bila v letu 2018 podeljena Pomurska raziskovalna nagrada za doktorsko disertacijo in v letu 2019 štipendija Nacionalnega sklada Svetovne federacije znanstvenikov. Je predsednica Društva raziskovalcev kemijskih znanosti Cutting Edge, ki se ukvarja z organizacijo znanstvenih konferenc, namenjenih mladim v znanosti. Pomurska akademkinja dr. Sara Drvarič-Taljan je nova članica Pomurske akademije in je bila tudi prejemnica Pomurske raziskovalne nagrade za najboljši doktorat. Že to kaže na njen izjemni akademski začetek. Pomeni, da je imela najboljši doktorat v regiji in ne samo v regiji, zato ker je dobila tudi prestižno štipendijo, mednarodno štipendijo, ki kaže, da so njene raziskave važne tudi v mednarodnem prostoru. In kako ne bi bili, raziskave dela na področju akumulatorov, ker jih višno imajo takšno perspektivo, ko bomo o njoj ne samo učili, ampak višno sem tudi sami uporabljali njene produkte, njene akumulatore, zato ker akumulatori so bili tisti, ker so največja bremza pri razvoju elektrike oziroma uporabi elektrike v vsakdanjem življenju. In čim hitreje do se akumulatorji razvijali, tem prije bomo seveda lahko elektriko uporabljali tudi tam, kjer bi že zdaj, samo je še ne praktično. In glizavalo toga, ko bomo videli, kakšen je napredek in ko bomo si le že predstavljali, kako bi šlo naprej, vas vabim, da se fej zanimivo na stopno predavanje Pomurske akademkinje dr. Sare Drvarič-Taljan v Kiper pogledamo. Novejšo alternativo na področju shranjevalnikov električne energije predstavljajo litij-žveplovi akumulatorji. Njihova prednost je predvsem lažji, dostopnejši in cenejši katodni material žvepla ter lastnost žvepla, ki omogoča izmenjavo dveh elektronov. To pomeni, da imajo v teoriji taki akumulatorji specifično kapaciteto in energijsko gostoto boljšo od litij-ionskih akumulatorjev, ki so danes na trgu najpogostejši. Nažalost se te teoretične vrednosti redko dosežejo, pri čemer ni vedno jasno, zakaj je temu tako. Sara Drvarič-Taljan v svoji predstavitvi prikaže dve področji svojih raziskav: optimizacijo elektrolita litij-žveplovih akumulatorjev in študijo o tem, kaj najbolj omejuje delovanje litij-žveplovih akumulatorjev. Žveplo je sicer neprevoden material, vendar v litij-žveplovem akumulatorju dobro deluje, ker ga zmešamo z ogljikom. Litij-žveplovi akumulatorji boljše delujejo, če izberemo elektrolite, v katerih žveplove spojine niso dobro topne. Drugače se nam akumulator prazni sam od sebe, tudi če ga ne uporabljamo. Kaj omejuje delovanje akumulatorjev, najhitreje ugotovimo preko meritev njihove notranje upornosti. V primeru litij-žveplovih akumulatorjev je največja ovira dostop žveplovih spojin do elektrode, kjer morajo reagirati. Zdaj, najbrž se je vsem že zgodilo, in je baterija na telefonu v najslabšem možnem trenutku crkala, ne? Roke gor. En je. Nihče drugi. Ne vrvle. Ajde, vsenje, vsenje. In torej, zaradi tega se mi zdi, da mi ni treba posebej razlagati, zakaj so raziskave akumulatorjev potrebne in pomembne, ker seveda vsi vemo, kako hočemo cenejše, pa bolj varne, pa bolj zdržljive, pa z večjo kapaciteto, pa iz bolj trajnostnih materialov in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Torej, jaz sem se ukvarjala z litij-žveplovimi akumulatorji, ki so ena nova kemija na tem področju, recimo.
in ki obljubljajo, ka mogoče so narejeni iz cenejših in bolj trajnostnih materialov, pa ki so seveda z boljšo kapaciteto. Zdaj, litij žvepljivi akumulatorji, kak samo ime pove, narejeni so iz litija in iz žvepla. Imamo litijevo anodo in pa žvepljovo katodo, ki je sicer v kombinaciji z ogljikom, ker je samo žveplo precej neprevoden material. In potem med samim delovanjem se to žveplo reducira, nastajajo polisulfidi. Te zvrsti so topne v elektrolitu, se potem raztopijo in te polisulfidne zvrsti, če dalje bolj reduciramo, krajša se ta veriga žveplov in na koncu dobimo litijev sulfid, tale končen produkt, ki pa je netopen v elektrolitu in se odlaga nazaj na pozitivno elektrodo. Tole zgoraj imate še prikazano, kako izgleda napetost med praznjenjem in med polnjenjem litij žveplovega akumulatorja. Zdaj, težav pri litij žveplovih akumulatorjih je več. Jaz sem se bolj specifično ukvarjala z dvema in sicer v prvi vrsti s topnostjo polisulfidov. Zakaj je to težava? Če so polisulfidi topni v elektrolitu, to pomeni, da lahko difundirajo vstran od katode in s časoma pridejo do litijeve anode. Tam dejansko direktno zreagirajo z litijem, poteče redoks reakcija in dejansko izgubimo ta aktiven material. Tam se izmenjajo elektroni in namesto, da bi mi te elektrone lahko izrabili po zunanjem tokokrogu za napajanje nečesa, kar mi hočemo napajati, dejansko mi tam izgubljamo to aktivno maso. No, drug del mojega dela pa je bil predvsem z ugotavljanjem, kak ta končni produkt, Li2S, ki je neprevoden, vpliva oziroma omejuje delovanje litij žveplovih akumulatorjev. Zdaj, najbrž si vsi predstavljate, da nekaj neprevodnega ni čist fajn, ka imamo not baterije. In tudi na ta dva dela sem razdelila moje današnje predavanje. Torej, na začetku smo se ukvarjali z elektrolitom, s topnostjo polisulfidov, z optimizacijo tega. In čist na začetku smo začeli s tem, ker smo želeli razumeti, kako fizikalno-kemijske lastnosti elektrolita vplivajo na delovanje litij žveplovih akumulatorjev. Zdaj, to je pomenilo, ker smo si mi izbrali en čist nek trivialen elektrolitski sistem iz neke ionske tekočine, iz nekega topila in soli. Pripravili smo različne mešanice teh treh komponent, izmerili prevodnost, viskoznost, gostoto in pa topnost polisulfidov in potem smo to poskušali primerjati z delovanjem teh mešanic v samih akumulatorjih. Sicer se opravičujem, takih slik nisem prevajala, so v angleščini. In kar smo ugotovili je, da je zelo pomembna ta netopnost polisulfidov, ker v primeru, ko so polisulfidi topni, mi dobimo dosti slabšo kolomsko učinkovitost in dosti večji padec kapacitete med delovanjem, torej z sledečimi cikli. Kar je smiselno, če so polisulfidi topni, se pač izgubljajo in zaradi tega imamo težave pri delovanju akumulatorjev. V drugi vrsti smo ugotovili, z namenom ohranjanja dovolj visoke napetosti celic moramo zagotoviti dovoljšno koncentracijo litijevih ionov in pa dovolj nizko viskoznost, kar so neke čist, recimo skoraj splošne zahteve za elektrolite za akumulatorje. Iz tega smo torej ugotovili, ker rabimo slabo topnost polisulfidov in potem smo se podali na pot iskanja elektrolitov, s čimer bi lahko to seveda izvedli in to je bilo uspešno za uporabo takega fluoriranega etra. In če smo pripravili elektrolit na osnovi tega fluoriranega etra, smo dobili višjo kapaciteto, to je ta rdeča krivulja, in pa dosti boljšo kolomsko učinkovitost. Namesto 85% smo prišli na enih 98%, kar je super. Sicer smo želeli mi dodati še neke številke k temu, kaj to pomeni, ka ima ta elektrolit slabšo topnost polisulfidov, ker je sicer precej težko, so nam pomagali eni raziskovalci iz Švedske, in oni so lahko z določenim modeliranjem ugotovili, da je žveplo v teh elektrolitih 3-krat manj topno in da so polisulfidi 1000-krat slabše topni kot v tistih nekih tradicionalnih elektrolitih. Hkrati so ugotovili, kaj je razlog za to zmanjšano topnost in sicer je to v slabši solvataciji litijevih ionov. Zdaj, kaj to recimo pomeni? To pomeni, da v tem tradicionalnem elektrolitu so te polisulfidi nekako leno uživajo v elektrolitskem bazenu, polka pa mi zamenjamo z tem fluoriranim etrom, pa je v tem bazenčku dosti manj polisulfidov, ampak razlog ni v tem, ker polisulfidom ne bi bilo fajn biti v tem bazenu, ampak zaradi tega, ker jih litijevi ioni vlečejo ven od tam. Če gremo še na drug del moje doktorske dizertacije, ki je sicer malenkost bolj kompleksen in sicer nas je zanimalo, kaj točno najbolj omejuje delovanje litij žveplovih akumulatorjev.
recimo že sam tisti ta prvo praznjenje, mi ne dobimo teoretične kapacitete, kot bi jo mogli, in nas je zanimalo, zakaj je to tak. In pač večina literature pravi, kaj je razlog v tem odlaganju Li2S-a oziroma tej neprevodnosti. Zdaj, ko bi vam jaz to lahko razložila, jaz rabim na začetku malo razložiti tudi o tem, kako kompleksni sistemi so sami akumulatorji. To je zdaj en prikaz, kaj vse se mora zgoditi v akumulatorju v idealnem primeru, torej brez vseh stranskih reakcij in brez staranja raznih pogojev, kaj se mora zgoditi, ko sam akumulator dela. Torej, mi imamo ene ione in druge ione, pri Litiž-Veplovih akumulatorjih imamo ogromno polisulfidnih ionov, kar pomeni, da to še pomnožimo parkrat. Imamo notri migracije, difuzije čez elektrolit, čez porozne materijale, čez recimo en pasivne sloje, če obstajajo, potem rabimo to redoks reakcijo, torej izmenjavo elektrona, imamo razne kontaktne opornosti, pač sam sistem je zelo kompleksen. In nas je dejansko zanimalo, kateri izmed teh procesov, ki se morajo zgoditi, da akumulator dela, je odgovoren za to, kar ne dela tako, kako bi optimalno lahko. Torej, kjer je tisti, ki najbolj ustavlja delovanje. Zdaj, če še enkrat pogledamo, kako izgleda ta napetostni profil, torej praznjenje in pa polnjenje Litiž-Veplovih akumulatorjev, vidimo, da imamo neko razliko v napetosti med praznjenjem in polnjenjem in to je zaradi teh notranjih izgub. Torej, zaradi vseh teh procesov, ki se morajo dogajati, ki nekako vplivajo na notranjo upornost Litiž-Veplovih akumulatorjev. In kjeri so ti procesi, kot rečeno, to je upornost elektrolita, reakcija, elektrokemijska reakcija, difuzija, nastanek filma in tako naprej. Zdaj, kako se to ponavadi študira, je z uporabo impedančne spektroskopije. To je ena taka zanimiva metoda, no, precej enostavno je posnet spekter, impedančni spekter, ampak pol, ko ga posnameš, pa nimaš pojma, kaj gledaš. To je en tipičen primer impedančnega spektra Litiž-Veplovega akumulatorja in to, kar vidite danes vi tule, torej neke 3 polkroge, to je bilo vse, kar sem jaz videla, ko sem jaz to prvič posnela. Pač enostavno nimaš kaj dosti več pojma o tem, kaj gledaš, kot recimo vi. Veš pa, ker so notri skriti vsi ti procesi, ki sem jih torej omenjala prej, torej upornost elektrolita, migracija, difuzija, reakcija na eni in na drugi strani razni pasivni sloji. Zdaj, nažalost, jaz nimam danes ful dosti časa, ker bi vam razložila, kaj vse smo mi tule počeli in kako smo mi ugotavljali, kaj je kje in kaj je najbolj pomembno. Za začetek bom preskočila na ta del. Torej, kar smo ugotovili je, najprej smo želeli ločiti prispevke katode, anode in pa elektrolita. In ugotovili smo, torej, elektrolit je tule na začetku, ta zaradi migracije ionov, pol imamo tale prvi polkrog zaradi pasivnega sloja na litiju in je torej ta manjši prispevek, medtem ko je tisti večji prispevek pri teh nižjih frekvencah, tale največji, kaj je tule naprej, je pa zaradi upornosti pozitivne elektrode, torej zaradi ogljikove elektrode, zaradi reakcije polisulfidov, zaradi žvepla in tako naprej. In smo se malo bolj specifično ukvarjali s tem. Torej, naslednji korak je bil, ko bi ugotovili, a je težja reakcija ali je težja difuzija polisulfidov. V ta namen smo na začetku poenostavili celice in sicer smo namesto poroznih ogljikovih elektrod, ki se ponavadi uporabljajo, uporabili elektrode iz steklastega ogljika, torej glassy carbon elektrode. In razlog, zakaj smo uporabili take celice, je bil v tem, ker so te celice nekako že modelno dobro opisane, fizikalno je znano, kako se obnašajo v takih primerih. In če ti dobiš nek spekter, ki ga lahko pol pofitaš z takim že opisanim vezjem, to pomeni, ker ti veš točno, kaj gledaš. In z tega smo mi dejansko ugotovili, ker smo mi dobili lepe spektre, ki se jih je dalo lepo pofitati, torej tele krogci lepo pašejo na one te rumene pikice. In iz tega smo mi videli, kaj je tale prvi polkrog zaradi reakcije polisulfidov na ogljiko in tale drugi polkrog zaradi difuzije teh polisulfidov na ogljiko. In ker je ta prvi polkrog večji, to pomeni, da je reakcija tista, ki bolj omejuje delovanje. Seveda je tole gladka katoda, kar pomeni, da ima zelo majhno površino v primerjavi s tem, kar mi ponavadi uporabljamo v akumulatorjih. In seveda smo zaradi tega šli nazaj še na tiste porozne elektrode, torej smo šli iz take gladke na tako oglikovo elektrodo z veliko specifično površino. In kaj smo pričakovali je, zaradi tega, ker imamo dosti večjo površino, kjer se lahko reakcija dogaja, bo ta upornost manjša. Zdaj pa je vprašanje, a bo res tolikokrat manjša in se je izkazalo, da je res. Torej iz takega polkroga, kot sem ga kazala prej, tale ta črn,
smo prišli na tega čista mičkenega rdečega. Praktično se skrije nekam tja not. Ne. In na koncu v teh akumulatorjih, kot jih mi standardno testiramo in kot so recimo taki, ki bi se jih lahko uporabljali, je vpliv zaradi reakcije praktično zanemarljiv, je okoli 0,1%. Seveda pa je to bilo narejeno, tale začetni del študije, brez tega, ki bi mi sploh študirali vpliv tega Li2S-a. In mi smo vedeli, da takrat, ko se začne ta Li2S odlagati na to elektrodo, se bo ta površina spreminjala, se bo manjšala. Mi hkrati s tem, ko mi odlagamo Li2S, osiromašimo elektrolit teh polisulfidov, kar pomeni, da bomo mi eventualno pač povečevali ta prispevek reakcije in nas je zanimalo, ali bomo kdaj prišli do tega, da bo ta prispevek reakcije večji od difuzije. Ne? Prej smo rekli, da je čist mečken, ali ga bomo dejansko zdaj toliko povečali. Zopet smo se uporabili ta modelni primer, torej steklast ogljik, litij oziroma tale standarden porozni ogljik. In kar smo ugotovili, da pri steklastem ogljiku je, pač vidimo ta efekt večanja tega polkroga, oziroma na teh krivuljah vidimo, da tale prvi del postaje čedalje bolj strm, kar pomeni, da reakcija res omejuje delovanje, torej mi pokrivamo to površino, osiromašimo elektrolit in preko tega omejujemo delovanje, medtem ko pri naših poroznih elektrodah tega ne vidimo. Torej dejansko je ta prispevek tako majhen in hkrati se te krivulje ne spreminjajo preveč, kar pomeni, da to odlaganje tega neprevodnega materiala na to ogljikovo elektrodo enostavno ne pliva tako drastično. Ne. Torej je difuzija še vedno tista, ki najbolj omejuje delovanje. Zdaj, kot sem rekla, tvorba Li2S hkrati pokriva površino in hkrati osiromaši elektrolit. Hkrati nas je zanimalo, katera izmed teh dveh stvari je hujša. Ne? Torej, a je res tak problem, da je Li2S neprevoden, ali je večji problem to, da ko nastaja, mi osiromašimo elektrolit tistih aktivnih zvrsti. In kar smo ugotovili je, da večina literature pač nima prav. In sicer ta pokrivanje, ko smo mi pokrili elektrodo z Li2S-om in smo še vedno imeli zadostno količino polisulfidov, smo imeli še vedno majhno upornost. Zdaj, na kakšen način je to možno, smo sicer pol predlagali en nov način formacije tega Li2S-a preko nekih kompleksnih disociacij, disproporcionacij v raztopini, s kateri pač vam ne bom trenutno težila. Ampak, če zaključim, torej, ko sem pokazala to sliko, sem rekla, da so vsi ti procesi se dogajajo v tej baterijski celici in ka nas zanima, kjer je tisti, ki najbolj omejuje delovanje. In to smo mi ugotovili, in sicer je tisti, ki najbolj omejuje delovanje, difuzija polisulfidnih zvrsti čez elektrolit do elektrode. Ok, čisto na koncu še zahvala mojim sodelavcem iz Kemijskega inštituta v Ljubljani in pa seveda iz vseh ostalih partnerjev, ki so z nami sodelovali na tem projektu. To je bil projekt Helis, ki je bil financiran s strani Horizon 2020. Po nekaterih podatkih je kobalta, ena izmed glavnih sestavin litij-ionskih akumulatorjev na svetu, tako malo, da bi ga zmanjkalo že, če vse nemške avtomobile zamenjamo z električnimi. Po drugi strani je žveplo na svetu široko prisotno in odpadek v petrokemični industriji, zaradi česar bi litij žveplovi akumulatorji lahko bili zelo poceni.